Otvorna so svita nebesa, odtrnjena zlata zavesa, prestol se nam sveta užari. Gospod na prestolu sedi, angeli Božji vitejte, zlato i kremene sile, krona Marijine vici, svoji nebiški kraljici. Angeli Božji vitejte, i zlato i kremene sile, krona Marijine vici, svoji nebiški kraljici. Krokljene rimske ravnine, pozdravljene strme višine, pozdravljeno Triglav Vinsko, Marujto Marijin prestol. Moj mili Slovenci, vitejte, zlato i kremene sile, krona Marijine vici, svoji nebiški kraljici. Moj mili Slovenci, vitejte, i zlato i kremene sile, krona Marijine. Hvala Jezus in Marija, moji prijatelji. Danes je gost župnik Trnovo v Ljubljani in lepo pozdravljam župnika Toneta, ki vam bo znal veliko povedati in prav je, da mu tudi predam besedo, bo pa živi naše domače oddaje Pot poti. Dober dan, tudi jaz pozdravljam vse vaše gledalce in tudi vas osebno. Ja, okroni. Da bi na začetku oddaje Pot poti našim gledalcem se kratko predstavili. Jaz sem tukaj župnik v Trnovem, doma sem iz Mengša. Novo mašo sem imel leta 1974, sem torej duhovnik že polnih 36-37 let. No in deloval sem doslej na Jesenicah, v Stari Loki, pri Škofji Loki, v Logatcu, Domžalah, zdaj sem tukaj. Želel bi, da se spomnim tudi vašega cerkvenega zavetnika, svetega Janeza Krstnika. Kdo je bil ta mož in zakaj si ga Trnovčani ste si ga izbrali za svojega zavetnika? No, Janez Krstnik, kot vemo, je Jezusov predhodnik in je dejansko že vnaprej uresničil vsebine, ki jih je potem Jezus tudi sam učil. On je dojel tisto najbolj globoko in pomembno sporočilo: jaz se moram manjšati, on mora pa rasti. Torej, razumel je, kdo je Jezus in kdo je on, in je bil ves predan v tej službi. Zakaj je v Trnovem posvečena cerkev Janeza Krstniku? Večinoma so najstarejše cerkve posvečene svetemu Petru. Potem pa mnoge, posebej tiste že iz starodavnih časov, ki so bile v kakšnih vodah, v kakšnih potokih ali drugih, podobno kot recimo pri svetem Nikolaju. Tam je pa rado nastala cerkev
posvečena svetemu Janezu Krstniku. Kot vemo, da Jezusa krsti ob reki Jordan, no in Janez Krstnik in reka sta si nekako v medsebojni tesni povezavi. In tudi tukaj imamo gradaščico, tukaj na našem sedanjem vrtu je bil včasih celo bajer, torej tu je veliko voda, kajti na tem področju Ljubljane v celoti, to področje pa še posebej zelo radodarno z vodo. Trnovska župnija ima bogato zgodovino, ki so jo krojili znani možje in žene z Trnovega. Ali vam našim gledalcem tudi poveste nekaj besed o njih? Ja, kot vsaka župnija ima seveda pomembne može, tudi naša župnija jih ima. Zdaj pravzaprav lahko rečem, da je vsak človek na svoj način pomemben, vsak je na svoj način obdarovan, nekateri so pa seveda potem po službi postavljeni na tako mesto, da se ta obdarovanost še bolj razvije ali se še bolj opazi. Morda bi iz zgodovine naše župnije poudaril Franca Kruna, ki je cerkev sezidal v 18. stoletju. Potem je bil zelo pomemben Ivan Vrhovnik, zgodovinar, ki je tudi popisal zgodovino Trnovega in župnijskega življenja. Potem so tukaj delovali tudi Finžgar, francoski Finžgar, pisatelj. Kot župnik je bil vrsto let, 18 let tukaj. Potem je deloval kot kaplan nekdani ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik, pa še mnogi drugi so tukaj bili kot Mirko Cuderman, pa skladatelj, in Jože Bertoncelj. Moj predhodnik je bil Janez Pogačnik, je bil tudi zelo dejaven, pa zelo uspešen v svojem duhovniškem delu. Večina naših gledalcev slovenskega govornega področja poznajo Trnovo tudi po pesnika Franceta Prešerna, o Plivici Juliji in tako naprej. Ja, to je pač neka zgodbica, ki jo res vsi ponavljajo, samem sebi ni, da vem, kako pomembna, vendar na Veliko soboto, ko je Julija prinesla k velikonočnemu žegnu, jo je on opazil in takrat se je v njegovem srcu zgodilo nekaj, kar ni mogel nikoli več pozabiti. Seveda je bila to hkrati tudi bolečina, ker Julija je imela druge usmeritve in druge načrte v svojem življenju. In tako je Prešeren ostal nekako zadet in iz te zadetosti gotovo ustvaril tudi kaj lepega, kar je nam veliko bogatstvo. Kakšen je pa utrip župnije Trnovo danes? Moram reči, da v primerjavi z ljubljanskimi župnijami Trnovska župnija živi kar neko dostojno, moderno, pastoralno življenje. In tukaj smo dejansko zaradi bližine centra, pa tudi zaradi specifičnih možnosti, ki jih imamo, razvili določene poudarke, ki so danes sicer marsikje navzoči, pa vendarle odzivnost in tudi odprtost ljudi, sodelovanje, ta dinamika je kar, se mi zdi, primerna za sedanji čas, posebej še, ker je potrebno biti danes v pastoralnem življenju zelo širok. Širina, toplina, odprtost, delavnost, prijaznost, tudi pripravljenost služiti človeku, ne da smo nekako na nekih okopih, kjer branimo svoje stališča, svoje usmeritve, pač pa da znamo razumeti sodobnega človeka, ki živi dokaj v veliki stiski in v duhovnih stiskah seveda je potrebno biti zelo pozoren, da daš pravi primeren odgovor na potrebe, ki jih ljudje imajo. Tako da se mi zdi, da tega si ne bom nikoli očital, da nisem bil osebno dovolj odprt za vsakega človeka, ki se je obrnil za pomoč v našo župnijo. Ste zelo lepo povedali. Prav je tudi, da omenimo, katere skupnosti delujejo v župniji. Ja, župnija ima kot večina župnij tiste pastoralne skupine, ki so gotovo danes skoraj nujno potrebne. Torej skrb za otroke, 9-letna veroučna šola, ki je pri nas, kako morda marsikaj drugi, dobro obiskana, pa tudi
veliko vložimo v prizadevanju za to, da bi otroci imeli ponudbo, kakršna je danes primerna, posebej še, da imajo take vzornike katehete, ki so lahko potem za njihovo življenje dar, kajti vsi vemo, da se določenih ljudi v življenju prav iz otroštva vse življenje spominjamo in nas oblikujejo. In če je dober človek, dober duhovnik, je potem za otroka to veliko darilo in popotnica za njegovo samostojno življenje. Potem imamo zelo, hvala Bogu, zelo dobro mladinsko pastoralo, ki je aktivna ne samo na področju same svoje osebne pastoralne dejavnosti, pač pa ta mladina tudi veliko prispeva k celotnemu župnijskemu življenju. Bodi si z animatorskimi oblikami, bodi si z oratorijanskim programom, bodi si v pevskih smerih, bodi si v športu, bodi si v kulturi, tako da mislim, da na vseh ravneh so mladi kar odzivni in se trudijo, veliko storijo za živost naše župnije. Kakšni so pa spomini na misijon v vaši župniji? Ja, misijon je gotovo bil dogodek, ki, moram reči, je zaznamoval večino ljudi, posebej tiste, ki misijon poznajo v klasični obliki, na poseben način, kajti mnogo ljudi je reklo, tukaj živim že 30, 40, 50 let, pa kaj takšnega še nisem doživel. Če dogajanje primerjamo z klasičnimi misijoni in s tem, kar dejansko v glavi vernikov ali duhovnikov, kaj je to misijon, bi rekli, da to ni bilo nič posebnega. Če pa gledamo z sodobnega vidika, kakšno širino smo z njim dosegli, koga smo vse nagovorili, za koga so bili programi in kdo se je na te programe tudi odzival in v kakšnem obsegu, to je pa bilo tudi za mene nekaj zelo srečujočega. Ti mladi iz mednarodne skupnosti za misijon so prinesli enega posebnega svetega duha, ki je nagovoril naše najožje sodelavce, ti so se takoj hitro vključili v dogajanje in mislim, da ko je misijon po 10 dneh začel nekako zaključevati svoje delovanje, tukaj smo šele začutili, da bi z misijonom morali ta hip šele dobro začeti. Torej, to je bilo kar nekaj nostalgičnega, ko so se misionarji poslavljali, smo kar čutili solzami v očeh eno veliko vrzel, ki bo nastala, ko so oni odšli. Torej, gre za, ne za tisto klasiko, koliko je bilo spovedi, koliko obhajil, koliko tega in onega, to so pač določeni poudarki in vidiki, ki jih imajo ljudje v zavesti, ampak kot gibanje, kot dogajanje, kot en dogodek, ki je bil tako moderno zasnovan, tako primerno času in sodobnemu človeku pisan na kožo, da sem res vesel, če bi se spet odločil za tako obliko, ne bi nič pomišljal. Samo še večji časovni obseg bi vložil za pripravo in še več animatorjev in sodelavcev bi poskušal poiskati v pripravi na misijon. Morda bi nekaj besed namenila domu svetega Janeza Krstnika, ki je tukaj blizu vas. Ja, dom Janeza Krstnika deluje že dobri 2 leti. V njem je 66 stanovalcev. Moram reči, da so vsak posebej biser človeka. Mislim, da ima vsak od teh stanovalcev toliko zgodovino, lepo srce, bogatstvo svojega življenja, da je župnija z njihovo navzočnostjo med nami gotovo toliko bogatejša. In vesel sem, da imamo dobre zaposlene, kvalitetno delajo, tako da naš dom, vsaj tako rečejo tisti, ki se na strokovnem področju s tem več ukvarjajo, da slavimo kot eden boljših domov v Sloveniji. In mislim, da mi je to tudi veliko veselje, kajti vloženega je bilo ogromno truda, ogromno energije, veliko je bilo treba tudi potrpeti, pa močno zaupati Bogu, ker tako velik projekt speljati ni bilo tako enostavno in še posebej potem ne samo speljati projekt, ampak zdaj ga voditi tako, da je življenje optimistično, da je duhovno zračno, da je polno veselja, polno dogajanja, polno življenja. In mislim, da tudi v domovih za stare mora biti veliko življenja.
To pa seveda omogočajo sodelavci, prostovoljci, pa tudi župnija kot celota. Bogu hvala, da je tako. Na vaši spletni strani sem zasledil, da imate zelo dobro opisane cerkvene zakramente, mašna znamenja. Zakaj ste se odločili za tako predstavitev in Bogu hvala, da je tako? Ja, ko sem bil župnik v Domžalah med leti 2000 in 2003, sem napisal knjigo Skrivnost mašnih znamen. In sem v njej, v tej knjigi, obdelal vsa glavna evharistična in mašna znamenja, simbole, ki so pomembni, zato da mašo razumemo. Večinoma rečemo in mnogi verniki tarnajo, da maše ne obiskujejo zato, ker marsičesa ne razumejo. Vsak gib, vsaka kletnja, vsak element svete maše, evharistije ima svojo zgodovino, ima svojo vsebino, ima svoj pomen, svoj poudarek. In če ga poznaš, potem mašo tako globoko doživljaš, da te gane, da te prevzame, da te zaznamuje ne samo za en dan, pač pa za ves teden. In mislim, da bi bilo potrebno ta znamenja še bolj poznati, zato se mi zdelo, da je ena velika vrzel bila, da tega nismo imeli tako skoncentrirano, bolj zbranega v eni knjigi, zato se odločil, da izdam to knjigo. In takrat, ko sem to pisal, ko sem to zbiral, ko sem to oblikoval, sem mašo tako globoko doživljal, da me je vsak pristop k oltarju ganil do solz. Sem bil kar nekako zelo velikih težavah, kako se toliko umiriti pa zresniti, da me ni preveč potem ta ganjenost motila pri samem oblikovanju in vodenju svete maše. Torej, globina razumevanja mašnih znamen je nekaj izrednega in bi vsem tistim, ki mašo cenite, predlagal, da bi si veliko časa vzeli za to, da bi ta znamenja čim bolj globoko tudi poznali in jih seveda potem pri sami sveti maši doživljali. Velikokrat kristjani pri sveti maši ne vidimo, da je pravzaprav prisoten živi Bog, živi Jezus v evharistiji. Ker so poznali tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, pa bi morda še kakšno besedo tudi o tem spremenjenju dejala. Ja, pri maši je gotovo, poleg tega, da smo rekli, potrebno poznati znamenja pa zgodovino nastanka razvoja svete maše, posebno pozornost potrebno poudarjati Božji besedi. Mislim, da je bila v katoliški cerkvi Božja beseda preveč dolgo na stranskem tiru in še danes to vrzel močno čutimo. Pa še zdaj, ko imamo v domačem jeziku dostop do božanske modrosti, se mi zdi, da se na njo, vsaj na nedeljsko bogoslužje, premalo pripravljamo že doma. Božjo besedo, to bi bilo idealno, bi moral vsak obiskovalec nedeljske maše že poprej prebrati. Potem bi, ko se bere v cerkvi, to bolj pozorno in globoko slišali in doživeli, še bolj pa bi seveda lahko sprejeli sporočilo razlage ali homilijo, razlage Božje besede. Tu so različni poudarki, poznati zgodovinski nastanek določenega odlomka, okoliščine in duha, v katerem je ta odlomek nastal, potem pa poiskati to nadčasovno sporočilo, ne samo za tisti čas, za tisti zgodovinski trenutek, pač pa je ta Božja beseda presega prostor in čas in gre skozi zgodovino in nagovarja človeka na poti v večnost. Tako da mislim, da je Božja beseda gotovo biser pri sveti maši in če ji damo večji poudarek, če ji več časa posvetimo in bolj prisluhnemo, bolj nas nekako oplodi in seveda, če nas je dobro oplodila in če so ugodne razmere, potem gotovo tudi ta beseda rodi sad. In smisel tega je pravzaprav, da bi se ta Božja modrost, ta Božji duh prenašal v naše srce, v naše življenje in preko nas v vesoljno stvarstvo. To je gotovo en proces, ki
je nikoli dovolj, bi rekli, opravljen, dobro opravljen, pa vendarle je skrivnosten in vedno zanimiv, tako da sveta maša nikoli ne more biti dolgočasna, ko reče nekateri, je vedno enako. To je za tistega, ki je sam osebno dolgočasen. Če pa on ni dolgočasen kot človek, pa tudi maša ne more biti nikoli dolgočasna. Vsekakor pa je seveda srce Evharistije, je pa ta prihod Boga v kruh, to se pravi ne v samo besedo, navzočnost v besedi, pač pa navzočnost tudi v kruhu, ki je pa hrana, vsakdanja hrana za naše življenje. Tukaj se mi zdi, da bi lahko veliko govorila, ampak že sama liturgija pokaže dve mizi. Mizo Božje besede, mizo Evharistije in z teh dveh miz jesti, obilno jesti, pomeni tudi potem globoko zajemati iz darov vsakdanjega življenja. Mene je osebno nagovorilo, ko človek stopi po stopnicah vaše cerkve, kjer so določene besede napisane od molitve, od manjšanja in tako naprej. Ne samo, da je to pečat plečnik, ampak ko človek vidi, da je potrebna molitev, potem se tudi na eni strani lahko zbere in se pripravi v molitvi na sveto mašo, verjetno tudi doma. Katere mašne znamenja pa poznamo? Ja, največje mašno znamenje je Jezus sam. Jezus je praznamenje. Večjega znamenja svet nima in nikoli ne bo imel. Potem seveda so pa še tista znamenja, ki so direktno navezana na Jezusa in so zelo pomembna. To znamenje je občestvo, ki se zbere k bogoslužju. To znamenje je duhovnik, je Kristov namestnik. To znamenje je, kot smo rekli, beseda. Je potem ambon, oltar, se pravi, oltar je kalvarija, na njem Jezus umira in se za nas daruje. Potem je znamenje hostija, navzočnost celega vesolja, Božje moči in Božje navzočnosti v kruhu. In potem je znamenje pravzaprav vsak človek sam, ko je prišel in bo odšel zato, da bi bil drugim Božje sporočilo. Bog danes človeka, svojega vernika, svojega prijatelja uporablja, da bi ponesel njegovo sporočilo v svet in da bi bil znamenje v njegovem imenu. Kaj menite, ali kristjani dovolj dobro poznamo Božjo besedo in kako se pridružiti branju Božje besede pri bogoslužju, predvsem morda povabilo mlajšim gledalcem, morda je poti v svojih župnijah, da zberejo pograjžo? Ja, jaz sem že odkar sem duhovnik vedno razumel ponedeljek kot dan, ko se moram srečati z Božjo besedo prihodnje nedelje. In veliko, kot sem okrog sebe zbiral mlade, pa tudi potem v svetopisenskem krožku odrasle, to še zdaj počnem, vsak teden se zberemo, to Božjo besedo proučujemo, prebiramo, razmišljamo in potem skušam med tednom razmišljati tudi o tem, kakšno bi bil pa skupno sporočilo, skupni imenovalec teh treh odlomkov, posebej Evangelija. In ne samo, da to mene oblikuje, mi pomaga, da lahko pripravim nedeljsko pridigo, pač pa tudi tisti, ki se udeležijo teh skupnih priprav, srečanj z Božjo besedo, pravijo, da globlje doživljajo Božjo besedo, ko jo v cerkvi poslušajo in kako lažje potem tudi spremljajo pridigo in iščejo, kakšno bo pa sporočilo, ker že imajo neko predznanje, že imajo nek delček te besede v svojem srcu. Zato je tako pomembno, da Božji besedi damo več prostora in ji namenimo več časa, zato da bi to Božje delovanje bilo v nas bolj rodovitno. Škoda je vsakega dne, če tukaj kaj izgubimo ali pa kaj izpustimo. Verjetno bi naše gledalce povabilo, da vzamejo vsak dan sveto pismo, kaj preberejo, da se ne nabira na svetem pismu prah. Ja, tu je gotovo zelo pomembna askeza, torej red, disciplina. Človek si mora svojo voljo izbrati določen trenutek v toku dneva in biti tam dosleden, kajti doslednost in stalnost potem ustvarita pa tudi potrebo in dajeta tudi določene rezultate, zato bi rekel, da bi bilo škoda televiziji namenjati
pol ure ali uro na dan ali še celo več, to je strašno, ne pa namenjati Božji besedi 2-3 minute, to je gotovo nepravilno razmerje in mislim, da na račun gledanja televizije bi lahko več gledali svetopismo. Sem vesel, da ste na tole opozorili. Kakšen naj bo dober katehet? Dober katehet. Kdo je dober? Nihče ni dober, kako nebeški oče. Torej, dober katehet je tisti, ki skuša vnesti v svoje življenje Jezusove drže, Jezusove elemente. Tako kot je Jezus živel, delal, učil, potrpel in bil usmiljen, ljubeč, dober, takšen je bil katehet. Predvsem širok, predvsem tak, da bi lahko kasneje, ko bodo otroci že pozabili vse vsebine, ki so jih slišali pri verouku, da bodo nič od tega več vedeli, izraziteje kaj poudariti, ampak rekli pa bodo, imel sem pa dobrega kateheta, na katerega sem ponosen. To pa pomeni, da jih je imel rad, da je ta otrok začutil, da je imel ta duhovnik Božje srce, eno ljubeče srce, usmiljeno srce, da je znal potrpeti tudi z napakami in da se je znal tudi veseliti s tistimi dogodki ali interesi, ki jih otrok v svojem obdobju tudi ceni in goji. In če je ta empatija z otrokovimi vrednotami, potem se tudi otrok lažje empatično obnaša z duhovnikom, ki mu določene pomembnejše vsebine podaja. Torej, ja, dober katehet je zelo pomemben v razvoju otrokovega življenja. Pred nami je ponedeljek let Marijin praznik, ker nas Marija pravzaprav do nekle nagovarja ob spremenjenju vina, ko so bili na svadbi v Kani Galilejski, rekla, poslušajte Jezusa, vse tisto, kar vam reče, tudi storite. To je stavek, ki si ga dobro tudi vsak dan priklicati v spomin in tudi razmišljati. Ja, za praznik Marijinega vnebovzetja se celotna Slovenija posveti Božjemu srcu in Marijinemu srcu. Mislim, da je Marija drugi, kristjan je druga Marija, Marija je pa v najodličnejši meri oblikovala v sebi Jezusa Kristusa, tako da mislim, da v odrešenski zgodovini, v tem procesu človekovega odpiranja in hoje za Bogom je Marija čudovit kaži pot in vodnica, pa tudi Božja priprošnica, da bi tudi nam uspelo to, kar je uspelo njej, priti v Božje kraljestvo, doseči Jezusovo kraljestvo. To se mi zdi je gotovo ena velika želja. Mislim, da bi vsem, ki se kakorkoli srečajo, bodi si preko televizije, bodi si preko bogoslužja, bodi si preko branja kakšne lepe knjige ali kakorkoli, ko razmišljajo, da bi se vsi ti ljudje dejansko prizadevali skozi svoje življenje, da bi dosegli srečo v Bogu. To se mi zdi, to bi vsakemu želel in moja želja velika je, da bi čim več ljudi že to srečo na tem svetu začutilo. Morda še po koncu oddaje, kdaj imate vi pri vas svete maše, morda kar bi položili na srce naših gledalcev oddaje Pot poti, kajti verjetno vsaka izmed teh oddaj se Bogu hvaležen, da me gledalci pripeljajo eno izmed teh župni, tako smo pripeljali tudi k vam. Ja, pri nas smo veseli vsakega človeka, odkodarkoli pride, vsakega želimo nagovoriti, vsakemu dati v srce nekaj, kar bi mu lahko koristilo na poti njegovega življenja v večnost. Svete maše imamo v nedeljah ob 8, 9, 15, 11 in zvečer ob pol 8, zdaj pol leti, po zimi pa ob pol 7, med tednom pa ob pol 8 zjutraj in ob pol 8 zvečer, med zimskim časom pa ob pol 7 zvečer. Torej imamo ponudbe dovolj, imamo tudi maše v domu starelih, tukaj v naši neposredni bližini. Naša župnija je specifična tudi po tem, da ima 4 domove za stare, duhovniški dom Kolezija, potem na Barjanski,
bivša geriatrična klinika in naš dom Janeza Krstnika. Torej, Sveta maša se na vseh teh lokacijah, tudi v župnijski skupnosti imamo klančino, da je dostopno obiskovanje bogoslužja tudi za invalide in starejše. Potem tudi imamo indukcijsko zanko v cerkvi za tiste, ki slabše slišijo ali so gluhi, da si z aparatom pomagajo k dobri slišnosti. No, tukaj je gotovo tudi prizadevanje vseh duhovnikov, ki tukaj delujemo, da bi bili predvsem pri bogoslužju odprti, široki in prijazni. In mislim, da je Ljubljana in ljubljanska župnija že takšna, da mora biti tako usmerjena, če hoče, da res odgovori na sodobne potrebe, kajti človek, vsak človek, prej ali slej pride do vprašanja, kdo sem, kam grem, kaj želim in kaj me čaka. In eni se s temi vprašanji prej srečajo, drugi kasneje, eni jih prej razrešijo, sebi zadovoljijo, drugi kasneje, ampak mislim, da so zelo, zelo redki, ki so do teh vprašanj ravnodušni. Gospod župnik Tone, jaz se vas iz srca zahvaljujem v svojem imenu, v imenu televizije in naših gledalcev, oddaje Pot poti, da ste si vzeli čas, da ste spregovorili, podelili misli za njih in vam v življenju na vaši duhovni poti želim obilo Božjega blagoslova oziroma vse dobro. Ja, hvala za vaš obisk in vse dobro in blagoslov želim tudi vašemu prizadevanju, ki je gotovo v sodobnem času izredno pomembno. Hvala lepa. Vas, spoštovane gledalke, pa lepo pozdravljam iz Ljubljane z tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Ne bosta vekomaj hvaljena. Pastir najvišji ljudstvo Božje vodi, vas tvoj sam mati tvoj želimo stati. Marija, vidno tvoji smo otroci, srci naj naše tebi poje slavo. Presvita Mati Božja ti devica, sijajna zvizda naših src danica. Po tebi vzhaja sonce odrešenja, brez njega ni luči in ne življenja. Vesolna cirkav tebe, Mati, kliče, pastirje njene varuj vsak dan